Dober dan od srede do srede, kolega Markeš. Postni čas, med drugim tudi Ramazan. Prejšnji teden smo imela to čast, da smo bila vabljena k našim sosedom v džamijo, iftar. Rečeva kakšno besedo o tem, besedo zahvale. Ja, zelo bi se spodobilo, ker je mufti Nevzet Porić pa njegova žena Jela sta nas prijazno povabila. Mi zelo lepo sodelujemo, enkrat smo že celo od srede do srede tam naredili. Bilo mi je pa to osebno, to je bilo prejšnji četrtek, zelo drago zato, ker je res lepa gesta gostoljubnosti, kar je tudi mufti povedal. Gesta razumevanja ali pa sobivanja med ljudmi, v nekem pozitivnem vzdušju, v ozračju, medsebojne tolerance, ne samo tolerance, sprejemanja v različnosti in tako naprej. Skratka, nekaj, kar ne doživiš pri drugih verskih skupnostih. Še nikoli osebno nisem doživel, ne vem kako ti, ampak na tak način pa sploh ne, da bi kakšna druga verska skupnost ali pa kdo drug na ta način rekel, smo v nekem času, delamo na samih sebi, delamo na tem, da iščemo mir in delamo za mir, in se na tej platformi srečamo in nekoga povabimo ali pa se v imenu vrednot, ki jih sicer religije razglašajo, lahko o tem tudi pogovarjamo. Izredno lepa gesta in meni se zdi prav, da to javno tudi poveva. Mava fine sosede. Dejansko, pazi, to je živa skupnost. A veš, ko smo mi nehali, po noči po tisoč vernikov pride molt, kar pomeni, a veš, česa tazga v nobeni drugi verski skupnosti v Sloveniji ne srečaš. To je rastoča skupnost in se ne pogovarja o politiki, ampak se pogovarja o vsebinskih zadevah življenja, smrtnosti, posmrtnosti, miru in tako naprej. Vprašanje je seveda pri vsaki religiji, vsaki socialni, pri vsaki instituciji, ko enkrat dobi nek zagon pa kritično maso, ona se spremeni. To je popolnoma jasno. Ampak ta verska skupnost, ta trenutek je izredno živa, izredno komunicira na temelju ne samo tolerance, ampak vključujočnosti in tako naprej. Ne, to pozdravljam. In tudi verjetno ti. Gre naprej, mislim, prej si omenil mir, Bližnji vzhod se je na začetku tega tedna prebudil znova v grozi. Pravzaprav gre od 7. oktobra, ko se je zgodil napad Hamasa na izraelske naselbine, pravzaprav za enega najbolj tragičnih dni, za masakr s pobitimi okrog 150 otroci. Število žrtev na prvi dan napada pa konca premirja je očitno 500 in več. Kaj je po tvoje razlog, da je prišlo v Gazi do te nove eskalacije nasilja? Morali bi sprožiti fazo 2 in od prvega trenutka smo vedeli in tudi govorili, da Netanjahu tega ne bo, ne zdržal, ampak ne dopustil. Tega ne bo dopustil in dejansko se je to tudi zgodilo. Tega ni dopustil. Poiskal je prvo napako, ki jo je Hamas naredil, ko je okleval za izročitvijo talcev, zato da je lahko obnovil vojno. In jo namerava peljati do konca. Ampak mislim, da je treba to zadevo pogledati v kontekstu tudi Trumpovega napada na Hutije oziroma na Jemen in širše politične geometrije, ki predhodi tem akcijam in širšega razmišljanja. Se pravi, nobenega dvoma ni več oziroma dokazi so podani, da predsednik ZDA Trump ni nikakršen mirotvorec, da ni nekdo, ki bo mir naredil, ker on se na eni strani pogovarja z predsednikom Putinom o delitvi plena, bolj kot o miru, hkrati pa v bistvu obnovi vojno z ustreznimi grožnjami v Palestini oziroma v Gazi. In na Jemenu. In Jemen je Jemen je pač dokaz, da gre za širšo akcijo, ki spet zapleta Združene države Amerike v sionistični program, ki je prodirati pravzaprav proti destabilizaciji Irana.
In ZDA so, tako kot so bile pred Bidenom, so v bistvu tudi pod Trumpom ujetnice sionističnega programa, ki mu nasprotujejo sami Judi. Jaz sem zdaj te dni zelo spremljal Bernieja Sandersa, ki je izredno težke besede uporabljal za ta dogajanja. In usporedno, kljub temu, da gre za novo militarizacijo, ki jo spodbuja očitno tudi Trump, in to ni več America first, ampak je Netanyahu first, je Izrael first, je karkoli first, nikakor pa ne America first in predvsem pa ne prebivalci, zaradi tega, ker istočasno razgrajuje socialno državo, šolski sistem razgrajuje, vse razgrajuje. In presenetljivo je to, da so se Američani temu začeli upirati in verjetno to iz obeh bregov, republikanskega in domnevam, da tudi demokratskega predvsem in domnevam, da tudi republikanskega. Še več, svojo jezo so zdaj zelo, zelo obrnili proti Elonu Musku, tam gorijo zdaj Tesla, tam je revolucija. In to že Trump naslavlja kot domači terorizem. Naenkrat je to domači terorizem, napad na Kapitol pa ni bil. Ja. Dvojna merila spet. Ampak hoče reči, Američani se zelo očitno obračajo in to zaradi tega, ker, ko ti enkrat začneš ukinjati veterane, ko ti ukinjaš zvezne agencije, ko 1,5 milijona ljudi hočeš odpustiti. Recimo agencijo za opazovanje varnosti poslovanja jezov. Vse, kar je javno. Vse, kar je javno razgrajuje. Jezovi se res ni za hecati. Z ničemer se ni, zlasti socialna država se ni za hecati, ki je v Ameriki že tako tenka. Jaz sem gledal pričevanje enega relativno mladega človeka, vsekakor mlajšega od nas, ki ima avtoimuno bolezen, na teh kratkih posnetkih sem to najdel. In je bil, privrženec in volilec Trumpov in sploh sovražuje demokrate. In se je tokrat skesano obrnil na javnost, češ I'm a dead man walking, sem mrtev človek na 2 nogah, zato, ker si ne bom mogel več privoščiti zdravila za avtoimune bolezni, ki so verjetno zelo draga, še posebej, če so biološka, ampak po Obamacareu so mi pa pripadala. In zdaj za razgradnjo tega sistema sem mrtev človek, zaradi tega, ker bom umrl, ker si tega ne morem več plačati, tega si ne morem privoščiti. Ljudje z diabetesom bodo umirali in tako naprej. Ljudje so se zdaj zelo, zelo obrnili, mogoče deloma z lastne, seveda jasno, prvenstveno zaradi lastnega interesa in gneva proti temu, ker so mislili, da tisto, kar je bilo slabo pri Bidenu in slabo je bilo zelo veliko, zlasti s tem njegovim sionističnim programom in vmešavanjem v mednarodne vojne. Ampak Trump ni nič bolj miroljuben, to je več kot očitno. Ampak Trump je govoril s Putinom, pa ga je pozival naj konča vojno. In že beremo, da sta se o tem zedinila, da pa so že 40 dronov prišlo in napadlo na danes. Ja. In da vojna teče naprej. In Kallas je odgovorila na ravni pač Evropske unije, da Rusiji ne kaže zaupati. Bomo videli, da Putin laže, da vse čas se spreneveda, ampak to ni nobena novica. Putin že laže, ampak Trump laže. Trump v bistvu, dajmo narediti eno realistično predpostavko. Oni, da se nista pogovarjali o miru, oni se pogovarjali o delitvi plena. To je ključno. Plen je pa Ukrajina. Plen je pa Ukrajina. O tem jaz ne dvomim. Pravzaprav ne dvomim. In Američani se s tem ne morejo zbogati, se temu reče, spraviti s to idejo, da je Ukrajina, ki je zaveznik, naenkrat osovražena, Rusija, ki je bila pa vedno nasprotnik Amerike oziroma sovražnik Amerike, strateški sovražnik je pa naenkrat zaveznik. S tem se ne more sprijazniti. Seveda, kdo izvisi iz te enačbe? Evropska unija celotna, v celem paketu in pa seveda Kanada. In Kanadčani, to je pa prav ta trenutek me najbolj občudovanja vredna nacija, kako se oni upirajo, kako so užaljeni, prizadeti in kako dostojanstveni pri tem, hkrati inovativni. In svetovni prvaki v hokeju. Rekli so komolce gor, in to je zgodba. In se pravi, pogovor telefonski med Trumpom in Putinom se je končal z užaljenostjo 2 hokejskih sil, ZDA in Rusije, da morajo eno tekmo odigrati, potem ko jih je Kanada
Američane nažgalo. Ne? Lej, se pravi, županja Toronta je preprosto odredila verjetno po nekem postopku, demokratičnem, ali pa je šla v svoj parlament ontarijski ali pa mestni, ne, po soglasje, ampak subvencije za Teslo so padle. Ni jih več. Ne. Se pravi, dokler smo mi v sporu, mi ne bomo subvencionirali Tesla. Se pravi, Elon Musk je out. Ne. Preprosto. Tesle v Združenih državah Amerike gorijo. Se pravi, prodaja Tesla je upadla. Strašen upad in v Evropi, v državah Evrope, zlasti Nemčiji in v Franciji, v Ameriki drastično upadajo delnice, upadajo in tako naprej. Ne. Se pravi, notranji potencial, demokratični potencial Američanov, seveda zaradi lastnega interesa, obstaja. Ne. In Trump poskuša disciplinirati sodnike. On disciplinira vse in je natanko tisto, kar smo mi govorili, da se bo v Sloveniji se je že zgodilo in se bo spet zgodilo. Ne. Tako izvršna veja oblasti prevzame praktično totaliteto vsake oblasti. Sodne oblasti, zakonodajne oblasti. Ne. V teoriji se temu reče puč. Tako je. In to je pač predsednik države Trump naredil, ampak vprašanje je, kako je mogoče, da je prišel na oblast, kako je mogoče, da ljudje to izvolijo. To je pravo vprašanje. Ljudje se zdaj tepejo po glavi, ampak bojo pač morali 4 leta prenašati tole. Ne? Ampak ta sionistični moment, ne, ko mimo vseh demokratičnih dilem, ne, še vendar laufa interes iz izraelitske soldateske, ne, to pa je nekaj neverjetnega. Kaj stori, da cela Amerika stoji mirno, ko si Netanjahu zaželi vojne? Ko hoče izbrisati. In zato jaz ves čas govorim, Gaza je meta pozicija vsake prihodne svetovne ureditve in vsake prihodne debate o kakršnikoli demokraciji oziroma humanistični civilizaciji, ne, se pravi, zahodni civilizaciji. Zahodna civilizacija ne umira v Ukrajini, tam se dogaja vojna, umira pa v Gazi, ne, dejansko, ne. In Ukrajina je na koncu koncev vsem predvsem plen in to je tisto, kar je najbolj tragično. In bo Zelenski moral spoznati, da tudi verjetno Velika Britanija se ni udeležila te vojne s tako izdatno pomočjo brezinteresno, z določenimi interesi. Ne. Ob tem pregledu tedna, ne, pač tako se občasno najne razprave odvijajo. Ne moramo mimo srede, 15. marec, Beograd. Ja. Prej si malo omenjal demokratični potencial Združenih držav Amerike. Kaj pa Srbija? Interesantno je bilo to, da je Trumpu malo mar za Evropo, za Evropsko unijo in za vse države, ki so izven dosega bodisi sionizma, bodisi njegove interesne sfere, to pa je recimo Grenlandija, Panama, skratka ta povezava. Ampak je pa Rubio je pa poslal recimo v Banja Luko opozorilo, naj se neha zafrkati. To je zanimivo, ne? To je zelo zanimivo. Jaz ne vem, kaj stori, ne, da je odpisal Dodika, ker Dodik ga je po božji častil. V tistem trenutku, ko je Trump zmagal, je Dodik šele dobil ideje. Ja, ti povem jaz, kaj je bilo. Kaj je bilo? Ne, mislim, v State Departmentu obstaja uradniški sloj, profesionalni sloj, ki je pač Rubio napisal opomnik. Ne? To pa nič drugega. Ja, po mojem. Ne? Se pravi, tam je dolgoletna pozicija ZDA, da je treba Bosno in Hercegovino držati v okviru Daytonskega sporazuma, da je treba obrzdati ambicije Republike Srpske in Dodika, da je konec koncev treba preprečiti pranje denarja, ki prihaja. Poglej, če si omenil Vučića, ne? Recimo Kanada je dala zelo jasno, komovce gor. Se pravi, treba se Ameriki zoprstaviti, mi smo najprej Kanačani in ne bomo in svojega ponosa ne damo in svojega patriotizma ne damo. Kaj bi Evropska unija počela, ko je poniževal? Nič, ne? Nič ni počela. Ne? Evropska unija se v razmerju, ne, do ključnih vprašanj nikoli ne zna postaviti pravilno, ne, niti Nemčija. Ne, v trenutku, ne, ko Trump ponižuje Nemčijo,
se palestinsko vprašanje še vedno obravnava po klišeju, po judovskem klišeju, ne, v Berlinu. Ne. Mislim, to je isto Francozi, ko rečejo, ko bo prišel, ko Merz reče, ko bo Netanjahu prišel v Nemčijo, ga ne bomo aretirali. Mislim, s kakšno pravico on to sploh reče v demokratični državi, v kateri sploh nima pristojnosti za take izjave. In vendar se jih še zelo naprej. Predvsem je Nemčija podpisnica, članica Rimskega statuta in pač ga ne more ignorirati, ne? Če mednarodno kazensko sodišče izda nalog za pridržanje. Tisto, kar tiho vidim, je to, ne, da dejansko Kanada pa zdaj novi premier, ne, Trudeau ni več, ne, in Kanada pa Francija se začenjate zbliževati. Ne. Quebec je itak francosko govoreč, ne. Frankofonski, ja. Tako, in se zbližujejo. In jaz mislim, da bi Evropska unija se morala močno povezati z Kanado. In tisto, kar se potiho pa že dogaja, Angleži so to že začeli početi. Začeli so kar na veliko potovati v Peking. Ne. Mislim, da bi tudi Evropska unija, v luči tega, da je Amerika preprosto ni več zaveznica, se treba začeti pogovarjati s Pekingom. Ker Peking je zdaj tista velesila in boljš, preden da se zadeve predaleč demontirajo, ne, to stvar kanalizirati v neko obojestransko korist. Evropska unija se ne more pustiti, ona ima velik potencial, ampak treba je preprosto ugotoviti to, kar je tudi Varoufakis, ki je verjetno zelo gorak do Nemčije, ugotovil, on je celo tako zelo radikalno besedo uporabil, da je nemška industrija kaput. Jaz mislim, da to ni čist res, da bi bila, težko si predstavljati, da bi bila nemška industrija kaput. Je pa res, da je avtomobilska industrija več ali manj bitko s Kitajsko že izgubila, ne? Ker Kitajci lahko zdaj pripeljejo recimo nek suburban, to se pravi SUV, ne, vozilo na električni pogon za 15.000 evrov, ne, če ga ne ocarinijo, ne vem kako. Ne, in tega Nemci preprosto ne morejo proizvesti, ne, s tem, da ima 600 km dosega. Ne. Temu se prilegajo sicer zdaj Japonci, ne, ker so tudi eno Toyoto pripeljali za 13.000 evrov v Peking, ne. Krasno vozilo, če bi ga tukaj prodajali po tej ceni, ga Slovenija pokupi. Mislim, tudi jaz bi se vrsto postavil, naprimer. Ampak Evropska unija in strategija tega, ne, je pač ta, da nemška industrija ne bo zdržala te konkurence japonske. Zato je in spet sumljivo, ne, to govorjenje o novi militarizaciji Evrope, da rabimo obrambo. Na vsak način rabimo obrambo, verjetno tudi reševanje nemške industrije, da bi lahko delala tanke. Da bi lahko to svoje odlično znanje usmerila v monopolno proizvodnjo, pri kateri Kitajci ne bodo prišli blizu. Ne? Kaj, tankov? Tanki, orožje. Tanki so na dizel, tanki delajo škodo. Kar naenkrat ne bo več pomembno. Veliko CO2. Kar naenkrat v imenu svetovnega miru ne bo več pomembno. In to, kar je Bogomir Kovač napisal v Mladini že 14 dni nazaj, oziroma nekaj tazga, se mi zdi pa izredno pomembno. Ne? Evropa je zdaj ugotovila, da se mora oboroževati. Slovenija nujno, posledično, logično mora ugotoviti, da rab evropski dežnik, in tukaj nima velike besede pri tem, mora sodelovati. Naenkrat bomo vsi izgovarjali mantro, oboroževati se je treba, zaradi tega, ker obstaja nevarnost. Ampak ta moment ni odgovor, kdo je nevarnost, kdo predstavlja nevarnost. A so to Kitajci? A so to Palestinci? Ali je nevarnost prihaja iz Rusije? Ali nevarnost mogoče prihaja iz Amerike? Sploh nimamo definiranega sovražnika ta trenutek. In predvsem pa vemo, da so vsi nevarni, ne vemo pa, kdo je bolj nevaren. Ne? Ker naenkrat, pazi, mi smo zdaj postavljeni pred to, da moramo povečevati izdatke za NATO, NATO pa razpada. Dobesedno, pred našimi očmi razpada. General, ki vodi NATO, ne, v Bruslju, je Američan. Skratka, podporni sistem, ki omogoča... Generalni sekretar, se pravi njegova tajnica, je pa Nizozemec. Ja, ampak kakšno logistično sposobnost pa on ima nikakršne. On je politik, on je politični predstavnik. Ne? Generalni sekretar pač reče, da je treba več denarja dati na mizo. Ne? Ja, in zakaj? Zdaj smo pa tam, Varoufakis se je treba vprašati, kaj bo on odgovoril. Zato, da rešimo nemško industrijo, ne? Pa francosko predvsem. Ne? Angleži so ven iz tega in Angleži hodijo zdaj pa v Peking se že sporazume dela. Za začetek sporazum sem zadnjič gledal na Sky News, ne, sporazum o ekološki o reševanju sveta, ne, skratka, o nekih ekoloških. Se veš, kaj enkrat predejo ekološke papire podpisovati, se zadaj skrivajo milijarde že, ne. Želje po milijardah, ne, po
po aerosolnih panelih in kdo ve, kaj še vse. Ne. Skratka, živimo v svetu, v katerem mir ni več kategorija, ampak je kategorija maksimiranja kapitala in varnost je kapitalska kategorija. Ne. Dobro. Janez, midva sva za danes končala. Naslednji teden bom jaz manjkal. Tako da se vidimo Čez 14 dni. Čez 14 dni. Drži. Hvala za tvoje razmišljanja. Ok, in tvoja tudi.